spomnimo se ka je gostota nekega telesa. Gostota, ki navadno začujemo s črko ro, je masa ulomljeno volumen. Nam pove, koliko mase je v vsaki enoti volumna. Standardna enota bi bila kilogram na kubični meter, ker enota volumna je kilogram, enota mase je kilogram, enota volumna je kubični meter. Vendar večkrat uporabljamo tudi drugi dve enoti za gostoto. Uporabljamo kilogram na kubični decimeter in gram na kubični centimeter. Torej, zdaj skušamo si zamisliti te količine. Ta palica tukaj je dolga 1 meter. Torej, 1 kubični meter bi bila ena kocka, ki ima ta rob. Torej, tako in tako. Tako velika kocka bi bila 1 kubični meter. 1 kubični decimeter pa je ta, ker rob meri 1 decimeter, 10 centimetrov, in zgoraj imamo kvadratke po 1 centimeter. In torej, zamislite si, da bi bili ti kvadratki tukaj je bilo zares kocke, tako majhne, ne, v notranjosti. Torej, koliko jih bi stalo? Ena takšna majhna kocka bi bila 1 kubični centimeter. Torej, vidite, da imamo 10 takih kock v vrsti, 10 vrst, in to je ena plast. Torej, v eni plasti bi stalo 100 takih kock. Je 10 plasti in torej jih imamo 1000. V enem kubičnem decimetru imamo 1000 kubičnih centimetrov. In podobno, če primerjamo kubični meter in kubični decimeter, jih stoji 10 na robu in potem 10 takih vrst, jih stoji 100 v eni plasti, 10 plasti jih stoji 1000. Torej, smo razumeli, da 1 kubični meter je 1000 kubičnih decimetrov in 1 kubični decimeter je 1000 kubičnih centimetrov. Zdaj, je lahko se spomniti za vodo, ker voda ima gostoto 1 kilogram na kubični decimeter. Torej, v takem volumnu imamo 1 kilogram vode. In je važno povedati tudi to, da v resnici 1 kubični decimeter je enak 1 litru. Sta enaka. Torej, voda ima gostoto 1 kilogram na kubični decimeter. Zdaj vam povem, da ta enota in ta enota sta ekvivalentni. Če izrazimo gostoto v tej enoti in v tej enoti, dobimo isto vrednost. In to zakaj? Je precej enostavno to razumeti. Ker napišemo to kot ulomek. Kilogram na kubični decimeter. 1 kilogram je 1000 gramov. 1 kubični decimeter je 1000 kubičnih centimetrov. 1000 se poenostavi, se krajša in imamo, da sta enaka. Tista druga enota pa ni enaka, ker tista druga je zmeraj kilogram, ampak na kubični meter, ki je volumen, ki je 1000-krat večji. In torej, tista druga enota, kilogram na kubični meter, je 1000-krat manjša enota. Je približno enaka gostoti zraka. Zrak ima v enem kubičnem decimetru imamo približno 1,3 kilogramov zraka. Torej, zrak ima gostoto, ki je približno 1000-krat manjšo od vode. Zdaj povežemo to z plavanjem. Če mi potopimo neko telo v eno kapljevino, to telo gre na dno, če ima gostoto, ki je večja kot gostota kapljevine. Plava, če ima gostoto, ki je manjša od gostote kapljevine, na primer voda, in lebdi, če ima isto gostoto. Pomeni, da kamorkoli postavimo noter v tekočini, tam ostane. Torej, poglejmo tukaj, ne. Mi lahko damo v vodo razne materijale, in tukaj ti plavajo. Pomeni, da imajo gostoto, ki je manjša od gostote vode. V tem primeru. Torej, in zakaj plavajo? Ker nanje ko so potopljeni v kapljevini,
Nanje deluje sila uzgona ali Arhimedova sila. Torej, delujeta dve sili, sila teže proti dol in sila uzgona proti gor. Zdaj, teža, prej pomislimo koliko je teža, če izrazimo težo s formulo. In si pomagamo še s tistim, ki smo dobili prej od gostote. Torej, gostota je masa ulomljeno volumen in obrnimo to formulo. Pomnožimo enačbo na obe straneh z volumnom. Tukaj imamo gostota krat volumen in tukaj masa, ker volumen se poenostavi. Torej, to je važno. Masa je gostota krat volumen. In zdaj teža. Kako jo bomo dobili? Bomo dobili iz drugega Newtonovega zakona, ki je najbolj važna formula fizike, ki jo lahko rabimo na višji šoli. Drugi Newtonov zakon je, da sila je masa krat pospešek. Prav, poseben primer tega je teža, ki jo lahko označim s T. Teža je masa krat gravitacijski pospešek, torej ki je odvisen od gravitacije. Torej, na Zemlji G velja približno 9,8 metrov na sekundo na drugo. Prav, zdaj teža torej je masa krat gravitacijski pospešek, maso lahko izrazimo z gostoto, tukaj gostota krat volumen, in imamo, da teža je gostota krat volumen krat gravitacijski pospešek. Teža. In zdaj nas zanima sila vzgona. Torej, čemu je enaka sila vzgona? Zato je dobro, da imamo primerjavo. Mi si zamislimo, da namesto telesa, torej če telo je popolnoma potopljeno, da namesto telesa tam imamo tekočino zmeraj, da tisto telo je napravljeno iz tekočine in bi imelo eno težo. In tista teža je prav enaka sili vzgona. Torej, tukaj namesto gostote telesa damo gostoto tekočine. Torej, si zamislimo, da namesto telesa tam imamo tekočino in bi imelo eno težo in tista je sila vzgona. Vsekakor sila vzgona je usmerjena navzgor in teža je usmerjena navzdol, to je bilo samo za velikost. Prav. Torej smo dobili tudi silo vzgona. Zdaj, tukaj se predpostavlja, da telo je, da ta volumen je cel volumen, da telo je popolnoma potopljeno, ne? Ampak mi kaj vidimo? Če jaz držim telo pod gladino in ga spustim, telo začne iti proti gor. Zakaj? Ker sila vzgona ga vleče gor, ampak pride do določene točke in potem se telo ustavi in ostane v ravnotežju. En del volumna je pod gladino, en del nad gladino. In samo koliki del. Zdaj skušamo razumeti to. Tukaj imamo naše telo, tukaj je gladina. In zdaj upoštevamo del volumna, ki je pod gladino, v črticah. Ker je jasno, da sila vzgona bo delovala samo na del, ki je pod gladino, ne mora delovati na tisto, kar je zunaj tekočine. Imamo tukaj dve sili, je teža in je sila vzgona. Kot smo kome povedali, morata biti enaki. Če ne bi bili enaki, telo bi šlo proti gor ali proti dol. Ampak v resnici znamo, da to se ne zgodi, se ustali prav na taki globini, zato da ti dve sili se popolnoma uničita. Telo ne gre ne gor, ne dol. Torej, ti dve sili sta enaki. Teža je gostota krat volumen krat gravitacijski pospešek. Sila vzgona je gostota tekočine, v tem primeru krat volumen potopljeni del volumna, krat gravitacijski pospešek. In zdaj vidite, da tukaj gravitacijski pospešek se krajša na obeh straneh. Nas je zanimal, tukaj lahko obrnemo tudi levo in desno, ne? Levo enako desnemu, desno enako levemu. Gostota tekočine krat potopljeni volumen je gostota krat volumen. Nas je zanimal potopljeni del, torej tukaj delimo z gostoto tekočine. Tukaj gre proč, ker smo delili. Tukaj se splača napisati tudi v tej obliki. Delimo obe gostoti eno z drugo. In tukaj napišemo volumen.
Torej smo dobili to, taj potopljeni del volumna, taj cel volumen, imamo ta faktor tukaj. Zdaj, napravimo primer za led v vodi. Koliki del volumna je potopljen? Torej, znamo, da gostota vode je 1 kg na kubični decimeter. Ta rovnič, gostota vode 1 kg na kubični decimeter. In gostota ledu je približno 0,92 kg na kubični decimeter. Zdaj, če mi damo formulo, dobimo, da tukaj imamo 0,92 kg na kubični decimeter, uljomljo 1 kg na kubični decimeter, tiste enote se krajšajo, kg na kubični decimeter, in tukaj imamo cel volumen. Tukaj še delimo z 1, ostane zmeri ista vrednost, je 0,92 krat volumen. Če hočemo napisati v odstotkih, 92 odstotkov. Pomeni, da pri ledu v vodi potopljeni del je 92 odstotkov, skoraj vse. Zdaj, če govorimo o ledenih gorah v morju, gostota morja je malo večja kot gostota vode, ker imamo tudi sol in druge reči, ne? Ampak, torej bo prišlo lahko malo manj, ampak smo zmeri okoli 90 odstotkov. Torej, 90 odstotkov ledene gore tudi v morju je pod gladino. Ja, prosim, všečkajte in vpišite se. Hvala.